Letošnje leto so se v mnogo občinah lotili pomembnih investicij. Nič drugače ni niti v občini Pesnica. Realizacija je res odlična. Kljub covidu realiziramo vse projekte. Tako v letošnjem letu se pravkar danes se asfaltira tudi ta šmarješki kolesarski park oziroma to parkirišče v centru Pernice. V Pernici na primer smo tudi zaključili v kulturni dvorani z novimi stopnicami, z novo ograjo, tudi nova okna in vrata so na tem objektu. V naslednjih dnevih pride tudi nova zasteklitev te mrliške vežice v Pernici. Prav tako smo v letošnjem letu naredili novo fasado in tudi stopnišče na šoli v Pernici. Kar nekaj je bilo takšnih investicij. Pozabili niso niti na rekreacijo in športno aktivnost. Želijo pa si tudi več turističnih obiskov. Naprimer, potem v Jakobu smo tudi naredili novo igrišče z eno profesionalno maso. Prav tako bomo naredili še en skok v daljino. V naslednjem tednu pridejo še eno tartansko maso položiti. Fitness je v Jakobu, šola ima še tisti preostanek nove strehe, tiste, katere nismo v lanskem letu uredili, smo še v letošnjem. In pravkar se tudi zaključujejo dela za počivališče za avtodome, tako da veste, da bo tudi ta turizem se nekako spremenil v teh letih, predvsem na račun covida. In tudi vidim, da je že veliko povpraševanje po počivališčih za avtodome. Skozi celotno leto so skrbeli za sanacije cest, nekatera dela bodo dokončali prihodnje leto. Drugače smo pa tudi šolo delno že obnovili po tistem letošnjem potresu, ki je bila precej razpokana. V Jerenini je prav tako nov fitness, zunanji fitness, pravkar potekajo tudi zaključna dela še za cesto iz centra Jerenine proti Jereninskemu dvoru oziroma Dveri Pakso. Predvidevam, da bomo v letošnjem letu položili samo grobi sloj asfalta, v naslednjem letu pa še fini sloj, ko bodo temperature bolj ustrezne. Prav tako smo v Jerenini še obnovili gasilski dom, ker Jerenina je namreč edina krajevna skupnost, ki nima svojega kulturnega doma, tako da gasilci odstopijo tisto tudi svojo dvorano v namen vseh dogodkov, ki se odvijajo v Jerenini. V sami Pesnici pa se izvaja velik projekt. Ideje pa so tudi, da naredijo enega izmed najlepših športnih parkov pri nas. V Pesnici pa tudi delamo na največji investiciji, to je zaključujemo investicijo v industrijski coni z novim krožiščem, z pločniki in z ulično razsvetljavo. Namreč ta industrijska cona je bila še ena zadnjih v Sloveniji, ki ni imela niti pločnika, niti ulične razsvetljave. Drugače po Pesnici tudi vidite, da smo zaključili z obnovo oziroma z dokončanjem tribune in dela nam nikakor ne zmanjka. Pravkar je tudi bi rekel, smo objavili javni razpis, že tretjič, in ta razpis je za športni park. Dvakrat so namreč ponudbe presegale naša sredstva, tako da zdaj bomo poskusili še tretjič. In ta športni park z pump trackom in z ziplinom in tako naprej bi radi zaključili do meseca maja. Upamo, da bomo dobili zdaj v tretje ustrezne ponudbe. In to bi bil tudi eden izmed najlepših športnih parkov potem v Sloveniji. V Pesnici se vidi, da se dela izvajajo tudi na račun izgradnje drugega tira. Za prihodnje leto si župan želi, da pričnemo urejati celotno novo središče v Pesnici in potem v naslednjih letih tudi novo pokopališče v Pesnici. Pesnica je zdaj pravzaprav, bi rekel, tudi na račun tega drugega tira, ki poteka skozi naselje Pesnica pri Mariboru, tudi precej v gradbišču. Dobimo tudi nov nadvoz, tudi nekaj novih podvozov, na novo se urejajo križišča, tako da dela se res na polno. Birokracijo je morda malce podaljšala epidemija, a župana ne skrbi, da bi to pomenilo, da delo zastane.